40 ljudi stoji. Eni neočakani, drugi sproščeni, spet tretji, kot da se jih to ne tiče, in četrti v pogovoru. Vsi imajo isto destinacijo in se bodo v kratkem odpravili na 2-minutno pot do jedilnice. Še oblečeni so vsi enako. V rjavo, najbolj osovraženo barvo v zaporu. Da, ljudje, ki stojijo in čakajo, so zaporniki. Zaporniki v ZPKZ Dob. So na poti na kosilo. Rad bi vam dejal, da je pot do tja nevarna, a ni. Je samo pot. Asfaltna, dolgočasna, neštetokrat prehojena pot, na kateri je kup grafitnih delcev iz tovarne, kjer delajo nekateri zaporniki. In najhujše, kar te lahko doleti na tej poti, so umazana obuvala. Gremo, vzklikne dežurni in skupina se poda na to 2-minutno pot, polno nevarnosti, do jedilnice. Kujundžič, k Barbari. Stekel sem proti pazniku in ko sem bil prepričan, da sem prav slišal, sem se obrnil, da se grem napravit. Barbara, referentka za izobraževanje, ima namreč pisarno v drugem bloku. Kujundžič, zavodska obleka. Hotel sem reči, hudiča, zakaj se moramo vedno preoblačiti? A sem bil tiho. Preoblekel sem se in hkrati sklenil, da se taka situacija ne bo več ponovila. Ves dan bom namesto civilne obleke nosil zavodsko, pa bom mir. Tako sem zdaj ves čas tak, kot me vidite danes. Z Barbaro sva se, ker se je bilo treba dogovoriti, hitro dogovorila in odšel sem proti svojemu bloku. Naravnost in hitro, da dežurnemu pazniku v svojem bloku dokažem, da z menoj ni potrate časa. Če je že bila pri odhodu iz bloka, je pri povratku ne bo. Ko sem začel delati v livarni, sem prvič prečkal vhod, ki pelje v proizvodnjo JMW Fire na Dobu. Pogrešal sem zgolj napis Arbeit macht frei. Kot velikokrat prej sem tudi na tej poti v zavodu srečal mačke, ki so v solidnem številu prisotne na Dobu. Prijazne živali, vajene, da jih obsojenci hranijo s hrano, ki jo prinesejo s sabo zajtrka ali malice nazaj grede na delo. Pogrešam pa štorklje, ki so naredile gnezdo na eni od streh podjetja JMW Fire, livarna proizvodnja. Odletele so na jug, v toplejše kraje. Fascinantno, kako spretno izdelujejo gnezda in kako spomladi nezmotljivo najdejo točno pot domov, v zapor. Ampak one vsaj imajo izhode. Ko sem prestopil prag zapora, sem v skladu s svojo predstavo in prejšnjimi tovrstnimi izkušnjami z tega področja pričakoval pričakovano. Tokrat sem se krepko zmotil pri presoji situacije. Nič ni bilo v pričakovanjih zdrave kmečke logike in nič ni pomagalo predznanje o zaporniškem sistemu. Vse je bilo novo, nekako pravljično. Zato sem svojo celovitost, predvsem duševnost, prilagodil novo nastalim razmeram. Predstavljati sem si začel življenje kot pravljico. Zakaj? Da preživim. Tu nič ni tako, kot izgleda, in vse je bolj resnično, kot bi smelo biti. Tako živim v pravljici s pravljičnimi biti.
Saj kaj je sploh realnost in kaj je pravljica? Vsak nosi odgovor v sebi in odgovarja sebi. Pisalo se je leto 2016. Bil je lep sončen spomladanski dan 23. marca. Po 2 mesecih mojega bivanja v sprejemnem oddelku sem končno dobil odločbo o premestitvi v 6. oddelek. Po skoraj 6 mesecih zapora, sem štejem tudi zapor v Vietnamu in Nemčiji, ponovno na poti. No, saj tudi prav dolga ne bo. 6. oddelek je le nekaj korakov stran. Pa ni bilo tako. Zdelo se mi je kot popotovanje od Litije do Čateža. Na dan so privreli spomini na svobodo, kljub temu, da je vse naokrog mene neskončno veliko žičnate ograje. Nenavadno mi je bilo to, da so me na poti v 6. oddelek spremljali začudeni pogledi nemalo številnih, resnično lepo rejenih mačkonov. Moja prispodoba za to popotovanje me je vrnila v čase rane mladosti, ko smo bili Titovi pionirji. Takrat smo prav tako začudeno gledali povorko, v kateri se je nahajal naš prisiljeno priljubljeni diktator. Kar zmrazilo me je, ko sem zaslišal omembo svojega imena v kontekstu z besedo dob. Nekako še nisem bil pripravljen opraviti prehoda iz majhnega zapora v Murski Soboti v centralni zapor. Verjetno tudi pozneje ne bi bil. V naslednji minuti sem dobil dokumente o premestitvi in razmeroma kratek rok za pakiranje. Bil sem jezen, zakaj mi niso povedali prej, da bi se pripravil. Vendar sem jih še vedno opravičeval, da je verjetno ta postopek najbolj primeren. Seveda, nevarnost in druge stvari. Še vedno nisem dojel, da sem ta nevarna oseba jaz. Oče, sedaj bivši vojak. Zdrav, delaven, vzor in up za mlajši rod. Pogled skozi okno in seveda razen sodišča nobenega pogleda. Beton in še enkrat beton.